To, da se zagotovo lahko pogovarjamo z vsakomer, potem, da smo v centru Evrope in da zelo hitro lahko pridemo praktično kamorkoli v Evropi, pa veste, kaj je še prednost? To, da imamo zdaj v Sloveniji veliko žensk v politiki. Agilnost, sposobno diplomacijo in na nek način sploščen sistem pristopanja k različnim deležnikom, torej od gospodarstva, znanstvene sfere, diplomatske sfere, politike, kar pomeni, da lahko v zelo kratkem času prideš do ustreznih informacij. Nikoli me ni bilo strah, ker vedno sem zaupal, da v tistih težkih trenutkih znamo stopiti skupaj in najti prave odgovore. Ja, zadnji 2 leti vladavine gospoda Janeza Janše, ko se je rušilo temeljne človekove pravice praktično na dnevnem nivoju. Več bi lahko delali na znanosti, znanstveni diplomaciji, to je nekaj, kar si tudi sama želim. Zagotovo lahko več naredimo tudi na področju trajnosti, tu imamo še velike zaloge. Znamo biti pionir, ker so naša podjetja hitro prilagodljiva, ker niso ogromna, niso ogromne multinacionalke, skratka tudi to vidim, da imamo lahko ambasadorje zelene agende. Sodelovanje, to, da se poslušamo in slišimo in to, da sodelujemo. Osebno, ko smo zaključili slovensko predsedovanje. Pravzaprav sem vedno ponosna na Slovenijo, zato tudi živim tukaj in kljub kar nekaj ponudb za delo v tujini nisem nikoli nobene sprejela. Rada sem tu, ponosna sem pa, veste na koga, na srčne ljudi, še vedno verjamem, da je večina ljudi dobrih.